Aleš, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste si vzeli čas za klepet z nami. Naj vas najprej malo izzovem, kako je stati na drugi strani kamere objektiva, ponavadi je vaše mesto na nasprotni strani. Ja, jaz sem povrat na drugi strani objektiva in pač cel življenje nastopam tudi pred kamero, tako da mi je čisto domače. Ja. Pa nam bi lahko podelili kakšen nasvet, kako se sprostiti pred kamero oziroma fotoobjektivom? Ja, ne vem, star nasvet, 100 let star je, da popiješ enega kratkega, pa je potem ok, ne, drugače pa odvisno v kakšnem pač stanju prideš tudi pred objektiv, če prideš po napornem dnevu in si malo že ziritiran, potem se boš težko sprostil. Ja. Pred vašim objektivom so se razgalila številna dekleta. Mnogi bi rekli, da živite sanje vsakega moškega. Kaj rečete na to? Ja, v bistvu ne vem, če vsak moški ravno sanja tako trdo in garaško delo, v bistvu sklanjanje, nošenje po 30 kg kufrov, potem hernijo zaradi tega in vse, ne. Ampak mogoče to bolj izpade kot sanjski poklic. V bistvu je pa eno samo garanje, ampak garanje, ki je prijetno. Ja. Pa ste skozi vsa ta leta ustvarjanja na tem področju razvili kakšno definicijo lepote, definicijo popolne ženske? Ne sme biti popolne ženske, ker ljudje ne smemo stremeti k temu, da bi bili popolni, ne. Moramo stremeti k temu, da smo sami sebi popolni in zato je dejansko pomembno, da osveščamo, čim več objavljamo brez retuše, čim več objavljamo naravnih deklet in tudi fantov, ne, na konec koncev, in da se družba zaveda, da taki, kot smo najlepši. Ja. Ta del fotografije je le en del, en spekter vašega ustvarjanja. Kaj vse še ustvarjate? Ja, predvsem je to bolj hobi, ne. Jaz drugače režiram, sem direktor fotografije, imam svojo lastno produkcijo in pač soustvarjamo slovenski medijski prostor in oglaševalski prostor. Kako pa se fotografija in režija povezujeta? Ja, eno gre v roki z drugim, ne. Pač režija je samo fotografija, kjer je pač 25 slikic v eni sekundi namesto ena, ne. Kje pa je vaš največji fokus? Režija, torej? Definitivno. V bistvu za pred nedavno ustanovljeno našo produkcijo je zdaj že kar več kot 20 televizijskih oglasov za velike slovenske naročnike, veliko fotografskih kampanj, projektov in definitivno se najbolj vidim tukaj v režiji. Katera vrsta fotografije je vam najljubša? Pa moram reči tako, no, zelo rad fotografiram tisto, kar me veseli, še rajši pa fotografiram na poti, ne, se pravi popotniška fotografija, ampak mogoče malo nenavadno rad fotografiram stvari, ki same sebi ne bi rade videla v gledalih. Kaj tazga bolj dekadentnega, zapuščenega, bivše sovjetske dežele in njihov propad, v bistvu bivše, kaj pa vem, dežele v naše skupne domovine, ki me spomnijo na neke stare čase, no. In pač stvari, ki so bolj odročne, dekadentne in niso tako flashy kot stvari povprečnega popotnika. Koliko je tukaj improvizacije, koliko pa je tiste priprav za fotografiranje takšnih stvari, o katerih trenutno govoriva? Ja, improvizacija absolutno more biti. Zdaj, človek ne more blefirati ves čas skozi, ne. Vedno improviziraš takrat, ko gre kaj po zlu, ampak vsak profesionalc pa mora priti na set pripravljen, da točno ve, kaj dela, da točno ve v bistvu, kako se bo lotil projekta in samo tako lahko spelješ kompleksne in težke zadeve do konca. Kako pa je na poti? Fotoaparat je verjetno vedno z vami? Je, in to čim manjši, čim lažji, v bistvu čim bolj kompakten, da ne moti, ne, tega experienca. Minili so časi, ko smo nosili velike teleobjektive in težke zume s sabo na pot, ne, danes pač bolj gledamo na ta experience, ko si nekje pa v bistvu dejansko, ne vem, podoživljaš kraj in ga potem samo ujameš za lasten gušt. Ja, ko sva se ravno dotaknila potovanj, nam lahko zaupate kraj, košček kraja, ki vas je najbolj osupnil, bodisi skozi objektiv, bodisi osebno?
Ja, mene ful različnih stvari fascinira. Ne. Recimo, ena najlepših dežel za fotografa je definitivno Amerika, Severna Amerika. Ne. Kraji, ki so mi osupni, so pa Jemen, Afganistan, Eritreja in podobni kraji, kjer povprečen popotnik ne hodi, ne, ker so še tisti prvinski in pristni in so taki kraji, kamor masovni turizem ne vodi popotnikov, ravno zato mogoče toliko fascinantni. Če vas malo izzovem, vaš dom, stene vašega doma krasijo fotografije iz potovanj ali morda kakšen drug motiv? Ne, stene mojega doma krasijo slike slovenskih in hrvaških avtorjev, slikarjev. Ne vem, če imam dve svoji lastni fotografiji. Ena je iz nedavne razstave v Cankarjevem domu Boginje, ena je pa nagrajena iz enega fotografskega natečaja z dronom. Torej ste ljubitelj umetnosti, morda skrivate še kakšno drugo ljubezen, talent? Lahko povem, kaj ne znam. Ne znam plesati, pa ne znam peti. Ampak talent je pa tako, verjamem, da vsak človek lahko postane mojster v vsem, ne, tako da tiste stvari, ki me veselijo, jih razvijam, pa poskušam se ne lotiti zadev, za katere izgubim hiter interes, ne. Morda lahko zaupate še vaše načrte za prihodnost? Ja, v bistvu letos je v planu en večji projekt, ki bo trajal 1,5 leta. Ne smem vam še nič povedati o tem, ampak bo vzel kar precej mojega časa in pa še naprej razvijanje naše blagovne znamke. Imam 3 brende, ki jih soustvarjam in upam, da bom jih lahko še v prihodnje, ne glede na težke čase, ki nam jih napovedujejo, ne. Za konec zgolj še aktualno vprašanje. Fotoaparat in telefon. Je možno s telefonom ustvariti dobro fotografijo? Absolutno. Če ne bi bilo treba, ne bi nosil fotoaparatov več s seboj. Imel bi samo telefon in ta prihodnost prihaja. Odlično. Aleš, hvala za čudovit in iskren pogovor. Jaz vam želim, da odkrijete še veliko lepega, bodisi po svetu, fotografiji ali umetnosti. Pa srečno pot. Hvala vam.